Prišli smo pogledat, kako napredujejo dela na stavbi mariborske onkologije, kjer že od junija brnijo gradbeni stroji. Tukaj za mano bo čez predvidoma leto in pol stala za 3 nadstropja višja stavba, obrisi tega se že vidijo. Ključno bo, da bodo imeli nato 40 dodatnih postelj za bolnike z rakom, tudi paliativne, pa 2 dodatna obsevalnika, saj bodo razširili tudi kleti oziroma uredili še 2 posebna bunkerja, v katerih lahko delajo z obsevalnimi napravami. Po napovedih bi lahko po obnovi tukaj zdravili tudi enkrat več bolnikov kot danes. Glede na to, da je rak zelo v porastu, je to izrednega pomena za ves severovzhod države. Kot vidite, tukaj za mano stavba lepo raste. Pravzaprav smo že v izgradnji zadnjega nadstropja, sledi samo še tehnična etaža oziroma naša pričakovana zelena terasa. In trenutno se vršijo aktualno dela v izkopu bunkerja. Tako da zelo hitro se približujemo finalizaciji prvega dela izgradnje, nato sledi seveda pa še drugi del. Tu pa že potekajo vzporedno vsa ostala potrebna dela in postopki za pridobivanje vseh ustreznih dovoljenj, ki pač potem sledijo z drugo fazo. Kaj pa je ta druga faza? Druga faza pa pomeni izgradnja stolpiča, torej 7-nadstropnega stolpiča, ki se bo povezal z obstoječo nadgradnjo te stavbe. Plan je, da se dejansko nekje, bom rekla, poleti 2025 izgradnja zaključi. Trenutno poteka vse po časovnici in smo izjemno veseli, da dejansko tako je, in upam, da bo tudi izgradnja druge faze potekala po časovnici in z, bom rekla, takšno ažurnostjo, kot jo vidimo tukaj. Mi smo več kot navdušeni z hitrostjo gradnje, ker dejansko zjutraj, ko prideš v službo, že vidiš napredek, ki se je zgodil preko noči. Tako kot smo obljubljali, dejansko poteka delo nemoteno, tudi v času gradnje, oziroma nemoteno, to pomeni delo izvajamo, seveda motnje so, pričakovali smo hrup, moram reči, da bolniki so izrazito potrpežljivi, ker v takšnem hrupnem območju je kar težko dejansko izvajati redno delo, ampak vedno je to v dogovoru tudi z izvajalcem samim, ki upošteva seveda potrebe bolnikov kot tudi zaposlenih, sredi hrupa, sredi tresljajev, pač določenih aktivnosti ne moremo delati. Zdaj, določene zadeve, predvsem na področju radioterapije, smo preusmerili v Ljubljano, vendar minimalno. To je bilo v dogovoru z Onkološkim inštitutom, ki je ves čas v pripravljenosti, seveda, da nam, da rečem, krije hrbet, ampak nikakor pa nismo na nobenem segmentu prekinili, ustavili naše dejavnosti, tako da onkološko zdravljenje na vseh 3 področjih, ki jih mi izvajamo, poteka nemoteno dalje. Kolikšna je zdaj zadnja ocena vrednosti te investicije celotne, torej s stolpičem in vse obe fazi? Zaenkrat se še vedno operira za isto številko kot izhodiščno, torej okoli 60 milijonov. Takšna naj bi bila investicija. Jaz iskreno upam, da bo to res za 60 milijonov zgrajeno.